Živjo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bo video malo drugačen. Našla sem eno dnevno in nočno rutino Rebeke Dremelj, njen video. Sicer govori pač o Nux izdelkih, moramo se zavedati, da je to promocija, ampak jaz ne bom govorila toliko o izdelkih, kakor o tem, kakšna se mi zdi njena rutina in kaj je mogoče res pomembno, kaj pa ni tako pomembno v rutini kože. Zdravo! Evo, imam prijateljico tlele. Drage moje, jaz vam že toliko časa obljubljam, da vam bom pokazala, kako jaz uporabljam zjutraj in pa vsak večer Nux kozmetiko. In da vam bom pokazala svoj jutranji in večerni ritual. In kar enostavno ni bilo nekega pravega časa, tako da evo, zdaj je pa napočil ta trenutek. Prva stvar, ki je najpomembnejša, je jutranje in večerno čiščenje kože. Tako, to ima Rebeka zelo prav. Najpomembnejše je čiščenje kože, ampak jaz bi rekla, da je najbolj pomembno čiščenje kože zvečer. Zaradi tega, ker se nam čez dan nabere, ne vem, itak imamo gor že make-up, druge preparate, potem imamo še zaščitno kremo z raznimi UV filtri, potem se nalaga razni delci iz okolja, sebum in pa pot. Zato mislim, da je najbolj pomembno seveda večerno čiščenje kože, zelo pomembno pa tudi jutranje čiščenje kože. Gremo naprej. Vsako jutro in vsak večer obraz očistimo z čistilnim gelom ali čistilno peno. Ne bi se čisto strinjala. Mislim, da čistilna sredstva, karkoli imamo, najboljše, da uporabljamo samo zvečer, zjutraj, če res ni neke potrebe, če res nimamo ful mastne kože, ne rabimo nobenega čistila, lahko samo enostavno umijemo obraz z vodo in nato nadaljujemo z nego. Zaradi tega, ker v bistvu lahko naredimo kontraefekt, če preveč čistimo kožo, če imamo, ne vem, akne ali pa tudi mastno kožo in mislimo, da moramo vse bolj čistiti, ampak mi s tem koži povemo, da mora proizvajati še več sebuma, ker stalno odstranjujemo sebum. In pa lahko se zgodi, da porušimo bariero kože in naprimer poveča se lahko tudi transepidermalna izguba vode, torej koža postane bolj suha, mogoče bolj občutljiva. Tako da jaz sama priporočam čiščenje z izdelki samo zvečer in pa mogoče ne samo z enim čistilom, saj jaz verjamem, da vi večinoma uporabljate dva čistila, najprej da se da kakšen make-up dol, potem pa da se v bistvu odstrani celotna nečistoča z obraza, torej najprej neka oljna osnova ali pa micelarna vodica in potem nek gel za čiščenje ali losjon za čiščenje. Tako, gremo naprej. Ali karkoli pač imamo. Nujno. Potem pa moramo nujno uporabiti še tonik. In sicer tonik... To ni res. Tonik je po vaši lastni izbiri. Kar je potrebno nujno uporabiti, naprimer zjutraj, je, da umijemo z vodo, da navlažimo z nekim vlažilnim produktom in potem, da nanesemo sončno kremo. Zvečer, da umijemo s čistili, nanesemo nek vlažilni produkt in to je v bistvu to. Tako da to je nujno. Vse, kar mi dodajamo, tonik, esence, serume in podobno, kreme za oči, kot bomo videli v nadaljevanju, to je pač po vaši lastni izbiri. Jaz vam pa priporočam, da take izdelke dodajate v svojo nego z nekim smislom. Ne pač, da to je nujno, to uporabljate. Ok, to sem pač kupil zraven. Brez veze. Tonik namreč vrača koži pH, jo temeljito navlaži, odstrani zadnje sledi nečistoče in ličil ter odstrani vodni kamen, ki ekstremno suši kožo in maši naše pore. To so zelo dobre marketinške poteze z vseh strani firm, ki želijo prodati čim več tonika. Kaj sploh je tonik? Ja, tonik se je včasih uporabljal zaradi tega, da je v bistvu povrnil koži njen naravni pH, tam nekje okrog 5,5 ima koža pH, zaradi tega, ker včasih so uporabljali mila, dobesedno ta mila, ki jih uporabljamo žajfe, kar rečemo za roke, trde žajfe,
na obrazu in te so v bistvu zelo povišale pH, prišlo je do zelo alkalinega pH-ja kože in potem so res rabili tonik, da so spravili svoj pH kože spet na normalo, ampak danes ta čistila, ki jih imamo za obraz, namenjena obrazu, ne škodujejo pH-ju kože, tako da tonik res ni potreben, kar se tiče pa nečistoč. Če uporabljate tonik zaradi tega, da bi odstranili nečistoče, pol ne uporabljate dovolj dobrega čistila. In pa tukaj tudi vidimo pač, da tonika niti Rebeka ni sploh obrisala dol, tako da če s tem odstranjujete nečistoče, vse enostavno na obrazu, nečistoče se morajo nekako odstraniti, a ne, magar s krpico. Gremo naprej. Jaz ga nanesem takole. Naslednji nanos je nanos seruma oziroma koncentrata. Energijski koncentrat nanesemo izključno po obrazu in vratu, nikoli pa po vekah ali okoli oči. To ni res, pač serum lahko nanesete tudi okrog oči, če vaša koža pač normalno prenaša serume in druge vlažilne preparate okrog oči, jih lahko nanesete tudi okrog oči. Saj bomo na ta predel nanesli posebno kremico za okoli oči. Serum iztisnemo v dlan, ogrejemo med dlanmi ter nanesemo z gladilnimi gibi od sredine obraza navzven, po vratu, na koncu pa samo še potapkamo. Ta serum vsebuje 2 tipa hialuronske kisline in pa vitamin C, ki okrepi sijaj kože in tako poskrbi za njen zdrav videz. Naslednji korak je nanos ustrezne dnevne kreme. Pozor, nočna krema se uporablja izključno zvečer. Nočna krema, krema za gubice, serum, tonik, pač to so nekako vse te stvari, ki želijo firme, da jih kupite. Nočna krema, ja, večinoma so bogatejše od dnevnih in pomagajo pri regeneraciji kože, ampak če imate neko kremo, ki vam čisto lepo odgovarja in po dnevi in po noči, je to čisto okej. In sicer, kremo nanesemo vsako jutro na prej že omenjen in pokazan serum, in sicer po vsem obrazu in vratu in nikoli spet pozor po vekah ali okoli oči. Nanos je lahko približno enak kot pri prej omenjenemu serumu. Krema nežno neguje kožo in jo ščiti pred agresivnimi zunanjimi dejavniki. Naslednji korak je nanos kremice za okoli oči. Multikorekcijski gel, balzam za predel okoli oči se nanaša izključno okoli oči in nikoli po vekah. Kar se tiče kremic okrog oči, velikokrat so to samo prepakirane vlažilne kreme v manjše embalažice, dodana še kakšna sestavina, kakšna tudi odvzeta in prodana po visoki ceni. Kreme okrog oči se na primer uporabljajo, če imate kakšne podočnjake, pa se noter nahaja kofein. Potem, če imate gubice, pa na primer uporabljate močen retinol po obrazu, ki ga nočete seveda uporabljati zaradi občutljivosti okrog oči, lahko en manj močen produkt uporabljate okrog oči. Potem tudi, če imate kožo senzibilizirano okrog oči, da uporabljate neko bolj nežno obliko vlažilne kreme okrog oči. Drugače pa, če vaša koža normalno prenaša vse izdelke, ki jih uporabljate na koži, jo lahko uporabljate okrog oči. Okrog oči imate samo pač tanjšo kožo, to je to. Na tem predelu je koža izjemno tanka in občutljiva, hkrati pa se tudi najhitreje stara. Vedno moramo uporabljati izdelek, ki je kreiran izključno za ta predel, ne pa kremice za obraz. Tudi nanos je zelo pomemben, nanašamo od zunanje strani očesa, tik nad lično kostjo proti nosu in pod obrvmi. 3-krat ponovimo z nežnim tapkanjem ali nežnimi krožnimi gibi. In moj čisto zadnji korak je nanos gladilnega primerja 5 v 1. Nanesemo ga izključno nad dnevno kremo in nikoli nad nočno kremo. Ja, to ima Rebeka prav. Primer v bistvu služi temu, da make-up bolj stoji na naši koži, tako da nima smisla, da ga vključimo v nočno nego, če pa gremo ven na zabavo, je fajn, da naprimer tudi zvečer uporabimo primer. Primer pač uporabimo takrat, ko mislimo nanesti make-up. Drugače pa upam, da ni to njen zadnji korak v negi, če bomo videli, če uporablja še kaj zaščito proti soncu. To je zelo pomembno in si morate zapomniti. Primer da koži absolutno bolj svež izgled in zabriše
kar nekaj nepravilnosti. Gube so manj izrazite in potem lahko čez njega nanesemo tudi puder ali pa obarvano kremo. Jaz vedno za konec, vsako jutro, nanesem še obarvano kremo namesto pudra. Ok, tukaj sem te čakala, Rebeka. Upam, da ta obarvana krema ima zaščito proti soncu, ker posebnega produkta tukaj za zaščito proti soncu ni. Malo poudarim ličence in sem pripravljena za nov dan. Evo, to je to. Evo, jaz upam, da vam je bil video všeč. Hotela sem povedati samo to, da uporabite vsak izdelek z nekim namenom, ne uporabljati kar nekaj pač samo zaradi tega, ker vam nekdo reče, da morate in da je to nujno. Bodite v bistvu firčni. Naj vas zanima, zakaj morate nekaj uporabljati. Vprašajte in pa poslušajte svojo kožo. Do naslednjič pa lepo se imejte in čau, čau!